prišli. Tu je naša parcela in tu je ta zid, o katerem sem upravila. Ti, no to je prav lepa parcela. In kakšen zid, kar ljudje so znali delati taka dela. Ja, res so znali. Pobrali so kamne po parceli, da so si naredili njivo. In da jih niso mogli kar nekam na krk, so jih dali v zid. In lejha, stoji še danes. Samo veš kaj, prekašna srna mimo, drev zrasne zraven, otroci se igrajo tle in se začnejo rušiti. Ma tako je to. Ko bi človek rekel, kuda je živ, zanje je treba skrbeti. Če pade kakšen kamen dol, ga je treba pobrati in ga dati na svoje pravo mesto. Samo nikoli ni cajta za to. Vse veš, kako je danes. Je treba skozi nekaj delati. Je treba pogledati vse novice na telefonu, otroka voziti na krožke, jesti toplice in cajt gre mimo. Ja, res je tako danes. Ma veš kaj, me prime, da bi zmešala eno karjolo betona in jo lahko noter. Buhvari, Zarja, pali s cementom. Suh zid. Nje živijo živalce. Tu je cela znanost. Kamen na kamen pa mora stati kot trdnjavan. Alo, se zmenimo tako. Jaz ti dam eno roko, jer sam ga spoštovanja do tvojega pravnota njegovega dela. Ma kako lepo je bilo to kraško pokrajino, vso prepleteno s suhimi zidovi. Čuj, se mi zdi, da je ne grejo. Sej sem ti rekla, da na razprodaj dobiš vse tako poceni, od cun naprej, vse, kar si zaželiš. Ti in unate nove Jordanke in čakaj, vse ti lahko pokažem. O, kdo je prišel? Še opazili vas nismo? Ma glih prav, semenom od zida. Kakšnega zida? Misliš od teh kupov kamnja? Lana, pogovarjamo se od suhega zida. A je od tega tle? Ja, od tega tle. Zid, brez cementa. Kako pa to sploh drži skupaj? Drži. In kako drži, če ga prav sezidaš? Torej moram iskati prave oblike? Tako je. Prav kamen rabaš dati na pravo mesto. Ne smeš ga kar vrš gor. A ja, se spomnim, kako je moj pokojni pranono Rudi rekel, da ko zidaš zid, moraš kamen lik prav položiti, da lik prav padejo. On je rekel, mi smo pa od kamna skladatelji. Oni stri Zdravko in Škofel sta vedno na šolo prišla učiti otroke zidati v zid. Vi boste zdaj zidali? Ja, zato smo tle. Boste pomagali tudi vi? Ale, gremo na delo. Kamen moraš čutiti. Kamen tudi govori, če ga poslušaš. Govori. Ja, tale meni pravi, daj me spode, sem jih pravi za tebe. Da govori praviš. Moje čisto tiho. Pustimo zdaj to govorjenje od kamnov in gremo naprej z delom, da bo naša ograda čim prej bila tako kot čebrc. Pa kako lepo, da so nam te pupar prišle pomagati. Če bomo mi navadili mlajše, kako se zida zid, bodo morda oni tudi svoje otroke. In tako naša veščina suhozidne gradnje ne bo še nikoli v pozabo.